Ja, hvala lepa. To, da sem osrednji govornik, sem bolj zdaj izvedel, tako da mislim pa, da imate še ansambel zunaj za večer. Tako da bom skušal ta termin malo skrčiti. V bistvu mi je Alenka dala misel za, izhodiščno misel za ta nagovor, pa tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pred nekaj dnevi počastilo eno začetnih zgodovinskih strateških potez Slovenske demokratske mladine pred 29 leti z objavo na družbenih omrežjih, ko je zapisalo, da je ne predhodnica, ampak prva generacija Slovenske demokratske mladine prva predlagala plebiscit za samostojno Slovenijo. Marca leta 1990 je ta predlog prišel v slovensko javnost in se spomnim takrat nekaj, v glavnem bil ignoriran, to je treba povedati. Bilo pa je nekaj zapisov v takratnem slovenskem časopisju, takih ironičnih, posmehljivih, češ, seveda, kar na plebiscit bomo šli za samostojno Slovenijo. Vedeti je treba, da je bilo to še pred prvimi volitvami, da so takrat še vladali tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija in da je to pač zvenelo nekoliko zelo utopično za večino tistih, ki so takrat krojili javno mnenje v Sloveniji. Predvsem pa je to naletelo na neko bojazen z vprašanjem, kaj pa, če bi se to res zgodilo, kaj pa, če bi Slovenci prvič v zgodovini res lahko odločali o lastni usodi. To menim zaradi tega, ker 2 leti kasneje je bila Slovenija ne samo osamosvojena, bila je tudi že mednarodno priznana. Pa roko na srce, če bi takrat naredili javnomnenjsko raziskavo, takrat, ko je podmladek Slovenske demokratske stranke dal to idejo, če bi naredili realno javnomnenjsko raziskavo, ali verjamete, da bo Slovenija čez 2 leti samostojna država, mednarodno priznana, z lastno valuto, z lastnim potnim listom, pa jaz ne vem, če bi 20% ljudi reklo da. Pa se je to zgodilo. Tako da mnoge velike stvari v zgodovini so nepredvidljive. Žal ne samo dobre, tudi slabe. In kot je bilo rečeno prej v predstavitvi te resolucije, ki ste jo sprejeli, danes je pred nami neka bodočnost, ki je vse manj jasna. Mogoče bo čez 10 let Kongres Slovenske demokratske mladine, kjer jaz verjamem, da bo čez 10 let Kongres Slovenske demokratske mladine, kjer boste ali pa bomo še skupaj ugotavljali, kako je to za nami neko desetletje, po katerem je prihodnost spet bolj predvidljiva, spet bolj optimistična. Na enem od prejšnjih kongresov, ko sem vam govoril, je bilo 2 leti nazaj, sem dejal, da zdaj prvič ne morem reči, da je zagotovo pred vami prihodnost, ki bo bistveno boljša od preteklosti, ki so jo živeli vaši starši. Prej se je nekaj časa tako zdelo, po vstopu po osamosvojitvi in po vstopu v NATO in v Evropsko zvezo, se je zdelo, da je pred nami samo še dobra prihodnost. Živeli smo neko zlato dobo. Zelo hitro smo se razvijali doma in okolje okrog nas je postajalo vse bolj ugodno. 2 leti nazaj tega nismo mogli več trditi, danes pa smo lahko zaskrbljeni celo nad našo celino, nad prihodnostjo naše celine. Verjetno ste v zadnjih dneh spremljali kaj to sago v britanskem parlamentu, v državi z najstarejšo demokracijo v Evropi,
kjer so izglasovali Brexit, se pravi odhod iz Evropske unije, zdaj pa iz dneva v dan glasujejo, kako zdaj to na nek način zaključiti pa izpeljati. Ampak na nek način se bo to zaključilo, ne? In tisto, kar je po teh čudnih glasovanjih, ne, vsaj za nas, še posebej, ker ne poznamo toliko podrobno britanske tradicije, postalo jasno je to, da še enega referenduma ne bo in da kratkoročno in srednjeročno pač Velika Britanija odhaja iz Evropske unije in da bo potreben nek krepak prijem tistih, ki ostajamo, modro vodstvo, če hočete, v naslednjem mandatu, ki bo sposobno Unijo stabilizirati in na tej podlagi pa tudi malo razmisliti, katere korake v prihodnosti narediti za to, da bo pač ta tvorba obstala. In samo želimo si lahko, da bi slovenski in vsi drugi volivci po državah članicah Evropske unije 26. maja glasovali, da bomo to modro vodstvo dobili. Ampak ne samo v evropskih institucijah, ampak v naslednjih letih tudi v državah članicah, kjer v Evropi ključne odločitve v soodločanju z Evropskim parlamentom seveda še vedno sprejema Svet Evropske unije in Evropski svet. Pred nekaj dnevi je bil v Sloveniji na obisku prejšnji predsednik Evropskega sveta, Herman Van Rompuy, izkušen evropski politik, ki so mu sicer v času njegovega mandata, vsaj na začetku, pripisovali karizmo mokre cunje, se pravi, kot da je nek brezbarven birokrat, v resnici je bil dober predsednik in tudi prej je reševal velikokrat politično krizo v Belgiji. To je država, ki mislim, da je v zgodovini evropskih demokracij najdlje časa bila brez vlade in bi najbrž že razpadla, če ne bi bila center Evropske unije. No, on je v tem pogovoru izrekel eno zelo temeljno resnico. Rekel je, kako lahko nekdo v Bruslju pričakuje, da bo Evropska unija močna, če so večini držav šibke vlade. 12 držav članic Evropske unije ima manjšinsko vlado. Slovenija tukaj ni izjema, je izjema po tem, da ima manjšinsko vlado, ki jo pač sestavljajo sami poraženci volitev. Običajno manjšinsko vlado sestavi stranka, ki je zmagala na volitvah, pa pač dobila relativno večino, pa potem zaradi različnih razlogov druge stranke ne gredo v koalicijo, priznavajo pa voljo volivcev in jo pač omogočajo vsaj nekaj časa vladanja. Slovenija je ravno obratno in zaradi tega je situacija drugačna, ni pa Slovenija edina država, ki ima manjšinsko vlado. Pa tudi tam, kjer nimajo manjšinske vlade, imajo v glavnem čudne koalicijske vlade, kjer so pač različni partnerji in gredo stvari ponekod tudi zelo strateško narazen. Nekatere države članice Evropske unije podpisujejo strateške sporazume s Kitajsko, hkrati pa sprejemajo na evropski ravni ukrepe, da se Evropa na nek način zaščiti pred nelojalno konkurenco Kitajske. Istočasno se dogajajo izjemno nelogične stvari. In bolj se govori o nekem enotnem jeziku Evropske unije, seveda manj je ta jezik enoten. Torej, na nek način prihaja do stičišča dveh slabih silnic. Eno je velik zgodovinski izziv za Evropsko unijo, za to družino, v kateri smo tudi mi, iz katere odhaja ena od največjih članic, prva vojaška sila. Po drugi strani imamo pa v Evropi na različnih nivojih ravno v tem času šibka vodstva. Vemo iz zgodovine, kako zahtevni so izzivi v takih trenutkih, ko se takšni dve silnici srečajo. Zdaj so pač pred nami in veseli me, da ste dali
vaš plakat tudi Evropo, ne? Ker Slovenija je del Evrope, mi smo del evropske civilizacije in če bo šlo slabo Evropi in slabo evropski civilizaciji, bo šlo slabo tudi nam. Ne glede na to, kako si kdo to predstavlja in tako naprej. Torej, pred nami dejansko je bitka za Evropo, je bitka za naš način življenja, je bitka za to, da se ohranijo neki mehanizmi, ki so omogočali zadnje desetletja, da je ta celina živela v miru, ne, da se večina vas, ki ste tukaj v dvorani, niti ne spomni dneva vojne, ki ga je preživelo. Ni res sicer, da od druge svetovne vojne naprej na evropskem kontinentu ni bilo vojne, kot še vedno slišimo kdaj v Bruslju, pa tudi v Berlinu, ne, ker žal, ne, naš del Evrope je šel čez to obdobje. Ne. Naš kolega in prijatelj Miro Kovač to še najbolj ve, ne, ker Hrvaška je tukaj bila zelo prizadeta s to vojno, ne. Tudi Slovenija ni šla, ne, brez tega, da so morali z orožjem braniti lastno neodvisnost in samostojno razglašeno državo. Celo NATO je posredoval, ne, na evropskem kontinentu, ne, v zaščiti nekih skupnih vrednot, torej nismo bili čisto brez vojne, smo pa bili brez svetovnega spopada, ne, kakršna dva sta v prejšnjem stoletju pustošila tudi našo celino, ali pa predvsem našo celino. Tako da, ne, jaz upam, da ne bo treba čakati do kompletne menjave generacij, ki danes odločajo v Evropi, tako na nacionalni ravni, preko Evropskega sveta in Evropskega parlamenta, preden se situacija v Evropi stabilizira, ker še treba toliko časa čakati, se bojim, da bo ob naslednji krizi še kakšna druga država izglasovala na referendumu izhod iz Evropske unije in potem še kakšna in ne, ta pot, ki je šla doslej navzgor, ne, Evropska unija se je samo širila, ne, preko kompromisov napredovala, je zdaj na nek način v praksi obrnjena v drugo smer. Odhoda Velike Britanije seveda ni možno nadomestiti z vstopom Črne Gore, ne, recimo, ne, ali kakšne druge države, ne, vsake nove članice smo veseli in evropski kontinent bo dejansko v tem smislu združen, ko bodo vse države, ki živijo na tem evropskem kontinentu ali pa ki so na tem evropskem kontinentu članice te povezave, to je neka rekel, optimistična varianta, ki pa bo dosežena samo, če bomo gradili Evropo narodov, Evropo, ki tako kot nam danes garantira Lizbonska pogodba, zagotavlja enakopravnost jezikov, kultur, soodločanje, ne, glas tudi majhnim narodom, z posrečeno kombinacijo odločanja mehanizmov, kakšni ni nikjer drugje na svetu. Kolikor pa bodo nekateri forsirali federalizacijo, ne, nad državo, ne, kot smo slišali v nekaterih konceptih z leoliberalne strani v zadnjih mesecih, potem je tista pot drugih odhodov po Brexitu pravzaprav zagotovljena. Ne. Tako da veliko stvari je v igri. Evropske volitve 26. junija ne bodo prelomne v tem smislu, da bo ta rezultat, ne glede na to, kakšen bi bil, strateško spremenil Evropo, ker v svetu Evropske unije se s temi volitvami ne bo nič spremenilo. Ne, se bo pa pokazal nek trend, na podlagi katerega bomo že lahko vedeli, ne, ali lahko gledamo bolj optimistično v prihodnost ali pač ne. Tisti, ki so še nekaj let nazaj, ne, tam vse do leta 2015,
zmanjševali strateške probleme Evropske unije, predvsem demografijo. Danes tega ne počnejo več. Kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta vedo, da danes tudi socialistična grupacija v Evropi govori o potrebi po varnosti in tako naprej. Zdaj, ko se volitve bližajo, so naenkrat silni zagovorniki varnih meja in tako naprej, ker pa čutijo, da ljudje to razumejo kot problem in pač volitve so tukaj. Ampak kljub temu, da je to zdaj prepoznano, lahko bi rekli v nekem zelo širokem krogu, nekih zelo učinkovitih mehanizmov, s katerimi bi nadgradili naše kapacitete za soočanje s temi izzivi, zaenkrat še ni. Tukaj na tej ravni pa je še vedno spopad med tistimi, ki bi radi naredili pravico do migracije, pač neko splošno pravico, in tistimi, ki se zavedamo, da lahko tudi zelo različne kulture živijo v miru, tudi sožitju, če so vsaka na svoje. Če prihaja do nasilnega mešanja, pa vemo iz zgodovine, kakšne posledice je to povzročilo in žal ne samo iz zgodovine, vemo tudi iz dnevnih poročil, pravzaprav vsak mesec, ko se dogajajo tragični teroristični napadi, ki so v končni posledici enostavno rezultat nerazumevanja teh zgodovinskih faktov ali pa stvarnih faktov. Torej, pozitivna prihodnost Evrope je nekaj, za kar se splača boriti. Pozitivna prihodnost Evrope je ohranjanje evropske identitete. V Evropi živimo različni narodi, imamo lastne nacionalne države, imamo lastne kulture, ampak vsi skupaj pripadamo neki civilizaciji, ki se je pač izoblikovala preko stoletij, lahko rečem tisočletij. In v bistvu je to tisto vezno tkivo tudi Evropske unije, ki je trajno. To ni enotni trg, enotni trg je pomemben. Evro kot skupna valuta je pomembna zadeva. Schengenska meja je pomembna zadeva. Ampak to so vse tehnične izvedbe za to, da narodi, ki pripadajo isti civilizaciji, med sabo lahko živijo v miru, v sožitju in da so se sposobni soočati tudi z nevarnostmi ali pa izzivi, ki prihajajo od zunaj, če hočete od drugih civilizacij. Tisti, ki misli, da je danes na planetu Zemlja samo ena civilizacija, po včerajšnjem delu bi se komu zdelo, da je to civilizacija boja proti podnebnim spremembam, se zelo moti. No in žal, ker je to aktualno, mi dovolite še dve besedi o teh podnebnih spremembah. Kakšnega predsednika Evropskega sveta sem se precej podrobno ukvarjal s tem. Poznam nekatere stvari, ki da niso splošno znane. Tisti, ki malo ve, ali pa ki si je zapomnil večina ali pa nekaj snovi iz šole, ve, da je šel svet recimo v zadnjih 20 tisočletjih čez zelo različna klimatska obdobja. 20 tisoč let nazaj smo imeli zadnjo ledeno dobo v Evropi. Pa ni bilo nobene nafte, nobenega CO2, bi so drugi razlogi. Seveda človek vpliva na planet, ampak zelo samovšečno je misliti, da je močnejši od teh sil narave in človek ne povzroča v prihodnje ledene dobe z elektrarnami, z nafto in tako naprej. Si pa s tem seveda uničuje lastno okolje. Z izpusti v ozračje, z onesnaževanjem planeta in tako naprej sami sebi uničujemo okolje. Zato je seveda neka ozaveščenost tukaj potrebna. Mimogrede tudi podpora ali pa ustvarjanje okolja in s tem, ko govorimo o
tem problemu nasploh, tudi če hočete v globalnem problemu, ustvarjamo neko okolje, ki spodbuja tehnološke inovacije, ki omogoča zamenjavo fosilnih goriv. Predstavljate si tehnološko inovacijo, ki v naslednjih 3 ali pa 4 letih nenadoma omogoči nek energent, ki je dostopen vsakemu, ki je skoraj zastonj, recimo, in ki nadomesti nafto. Zdaj, če odmislimo posledice za vsakdanje življenje, zdaj tisti, ki malo bolj berete, če kdo bere ali pa se bolj ukvarja z znanstveno fantastiko, veste, da je napisanih na tisoče knjig o hladni fuziji in o tem, kako bo to spremenilo življenje. Ampak mimo tega predstavljate si, ali pa bom rekel, a kdo ve, kaj bi bila politična posledica tega? Ena od prvih političnih posledic bi bila ta, da na poročilih ne več omenjali Bližnjega vzhoda. In mogoče čez kako leto tudi nič več raznih terorističnih akcij, ki so danes sponzorirane iz nekaterih držav, ki so bogate z nafto in ta sredstva uporabljajo za širjenje radikalnega islama in tudi za terorizem, ki potem iz tega izhaja. Pa tudi, ne vem, so države, ki danes predstavljajo določeno varnostno grožnjo za Evropo, za ta del sveta, in ki so, kar se tiče njihove vojaške moči, skoraj 100% odvisne od cene nafte. Če to ni več dejavnik, potem to bistveno spremeni razmerja sil v Evropi, izboljša evropsko varnost in tako naprej. Skratka, v tisto, kar je tudi, ko gre za včerajšnje shode, problem pri tem tako imenovanem boju proti podnebnim spremembam je prvič širjenje neke utopistične predstave, kako lahko človek prepreči naslednjo ledeno dobo. In to se ne dela pač slučajno, delno tudi zaradi naivnosti, absolutno. Druga stvar pa je to, da nekateri to izkoriščajo za eno tako indoktrinacijo v smislu argumentacije potrebe po neki svetovni vladi, ki bo vse uravnavala, ker če te svetovne vlade ne bo, bomo mi to vse zasvinjali, uničili planet, na katerem živimo, in to je tak priročni izgovor za forsiranje ideje o politični globalizaciji. To je globalizacija kot način življenja dejstvo, ker je pač razvoj tehnologije to prinesel. Ne pomeni pa to, da moramo imeti eno vlado, kot je bilo to nekoč zapisano v Marxovem Kapitalu, pa še v kakšnih drugih načrtih, kakih drugih organizacij, ki tega javno niso niti objavljali. Ker to pomeni poslovitev od našega načina življenja, to pomeni pozabite na lastni jezik, lastno kulturo, predvsem pa pozabite na svobodo. Ker na noben drugačen način se takšne vladavine ne da vzpostaviti, kot na način, ki ga je opisal Orwell, pa mnogi drugi avtorji. Zato je treba tukaj zastriči z ušesi in še posebej protestirati, kadar se šolska mladina izkorišča za to, da se indoktrinira v tej smeri. To ni pot rešitve, ampak je to pot konflikta. Zdaj rekli boste, kaj lahko Slovenija, ki izvoli 8 poslancev in poslank v Evropski parlament, tukaj naredi, da bodo stvari drugačne. Lahko zelo veliko. Zdaj ne vemo, kakšen bo rezultat v seštevkih, kakšne bodo koalicije v Evropskem parlamentu, lahko bo šlo za en glas.
lahko šlo za en glas. Vemo iz naše zgodovine, recimo, da je nekaj glasov odločalo, ne. Ko je prišlo do razpada ene stranke v Demosovi koaliciji, je to povzročilo potem razpad koalicije. Razpad koalicije pač predstavljal razpad vlade in Slovenija se še danes po 30 letih srečuje z neopravljenim poslom. Zaradi tega nekaj glasov je odločilo. Recimo v največji evropski državi je nekaj glasov odločilo o tem, kdo bo predsednik ključne vladne stranke oziroma predsednica, ne. Zdaj pred kratkim sta 2 glasova odločala o načinu Brexita v britanskem parlamentu. Lahko bo en glas iz Slovenije odločil v prihodnjem Evropskem parlamentu o tem, kdo bo predsednik Evropske komisije. In lahko je tega zelo veliko odvisno, ne. Zelo veliko je lahko tega odvisno. Torej, pred nami so neke volitve, ki terjajo odgovorno ravnanje. Še posebej od nas Slovencev, ki smo imeli pred 5 leti manj kot četrtinsko udeležbo na teh volitvah. 24, pa še nekaj odstotkov. Tako da, jaz to ne govorim vam, ne, ker to, da ste danes tukaj, pomeni, da se te odgovornosti zavedate. Ne, z velikim veseljem sem prej poslušal te predstavitve z vaših vrst, ko ste kandidirali za nadzorno komisijo in za izvršilni odbor Slovenske demokratske mladine. Besede, ki sem jih slišal, pač odsevajo zrelost in zavedanje te odgovornosti, da smo vsi poklicani k temu, da se odločamo o naši prihodnosti. Še vsem je bilo všeč tisto, ko je bilo rečeno, da je nekdo spoznal, da ni dovolj, da se samo po vogalih in gostilnah kritizira, ampak da treba nekaj narediti. To je prva pot do predsednika Evropske komisije. Prvi korak ste s tem naredili. Vse tisto, kar sledi od tega, je lahko pot k temu cilju, če se lahko malo pošalim. In v veliki meri bo od tega, koliko mladih bo prišlo na te evropske volitve, najbrž odvisno, koliko bo volilna udeležba višja. Ker tisti, ki nikoli doslej, v starejših generacijah, ki nikoli doslej ni volil, bo zelo težko tudi zdaj prišel. Jaz upam, da jih bomo z našo dobro kampanjo in dobrimi kandidati in kandidatkami tudi tam veliko prepričali, ampak mislim, da je glavni potencial vaša generacija. Ker dejansko to, kar se bo odločalo v naslednjih letih v Evropski uniji, bo najbolj zadevalo vas. Najbolj bo to zadevalo vas. In več tega razumevanja razširite v svojem okolju, boljši bo rezultat. Za tiste, ki, mislim, da lahko rečem, prvi osebi množine se zavedamo teže teh mesecev in let, ki so dejansko pred nami. Slovenska demokratska stranka, katere podmladek ste, je pred kratkim obhajala 30. obletnico ustanovitve. Tudi vi imate že 19. kongres. Danes je v Sloveniji veliko strank, ne vem, koliko jih je v registru, kakšnih 60. Tudi v parlamentu jih je veliko, bi se moral kar potruditi, da bi vam vse naštel. Če vas vprašam, bomo imeli tudi težave s tem. In ni se treba matrati s tem, da si zapomnite, ker veliko teh strank, ko boste imeli naslednji kongres, najbrž ne bo več obstajalo. Tako da imeti 19. kongres kot podmladek neke stranke pomeni, da hodite po pravi poti. Da niste tukaj zato, ker bi nekdo delal javnomnenjske raziskave, pa pol ustanovil neko stranko ali pa nek podmladek, ki ima en kongres, pa nobenega več. Večina teh strank, ki danes obstajajo v Sloveniji, so imele en kongres. Potem pa, ko
potreba po neki dodatni sile ali pa po nekem dodatku preneha, se pa vključijo vse sile, da se tistega razgradi. Stranka Mira Cerarja, kako se že zdaj imenujejo, recimo doživlja to usodo v zadnjih tednih in marsikdo se sprašuje, kako je to možno, zakaj in tako naprej. Predvsem se oni najbolj to sprašujejo. Če imeli za sabo 19 kongresov, se ne bi sprašvali. Bi vedeli, zakaj se jim to dogaja. Slovenska demokratska stranka je v teh 30 letih osemkrat zmagala na različnih volitvah, dvakrat tudi na evropskih in zdaj delamo vse na tem, z skupnimi močmi, da, ker pravijo, tretje gre rado, to naredimo tudi maja letos. In se naprej zahvaljujem. In se vam naprej zahvaljujem za energijo, ki jo vlagate v ta cilj in ki jo boste še vložili, ker pač finale še prihaja. Lahko ploskate. Najmočnejši aplavz sem prihranite za 26. maj. Tisto, kar je po teh 30 letih treba posebej omeniti, je to, da so bili slovenski demokrati vedno demokrati. Spomnim se neke televizijske oddaje, ko so še dr. Jožeta Pučnika, tako kot tudi mene kasneje velikokrat spraševali, pa s katerimi strankami pa vi najraje sodelujete, kdo bi pa bil vaš koalicijski partner. Takrat je Jože Pučnik dal nek odgovor, ki sem se ga zelo zapomnil in ga velikokrat ponavljam. Rekel je, mi z veseljem sodelujemo z vsemi demokratičnimi strankami. Pa novinarka ni bila zadovoljna, pa je moral to še 4-krat ponoviti, pa tudi pol ni še zastopila, ampak je odnehala. Zdaj, katera stranka je demokratična? Nekaj o tem sem govoril na naši akademiji ob 30. obletnici, zdaj to ponavljam zato, ker smo vmes naredili en test. Od naše akademije, po naši akademiji smo naša poslanska skupina vložila v proceduro, mislim, da 4. resolucijo Evropskega parlamenta o spominu, zavesti oziroma o totalitarizmi. Evropski parlament je sprejel pred leti resolucijo, v kateri se je opredelil do vseh totalitarizmov. Dobra resolucija, preberite jo. Če se vam ne da brati, poslušajte sejo Državnega zbora v sredo, ker je bomo še 4. prebrali našim kolegom v Državnem zboru. Nekaterim prvič, ker so na novo, ampak mnogim že 4. Te resolucije je neka evropska norma o tem, kaj je demokratično in kdo je demokrat. In v Sloveniji imamo s tem probleme. V Evropskem parlamentu mislim, da je večina poslancev, velika večina poslancev vseh glavnih političnih skupin glasovala za to resolucijo. V Sloveniji smo jo predlagali 4-krat, nazadnje pred nekaj dnevi, včeraj je bil odbor, pristojni odbor Državnega zbora in celotna vladna koalicija, teh, ko jih je Žan prej preštel 54 predstavniki, ker je šlo pač za delovno telo, so glasovali proti. Isti dan, ko so protestirali proti neki izjavi Tajanja, ki je rekel, da je Mussolini tudi kako avtocesto dobro naredil. Ne, če je Mussolini sam delal avtoceste, ampak nekaj so jih takrat zgradili. Ampak glasovali so proti tej resoluciji. In Slovenija ima na tej točki eno strateško težavo.
težavo, ki je že dr. Jože Pučnik, mislim, da leta 1992, skušal opisati novinarki nacionalne televizije v tistem pogovoru, pa ga ni razumela. Ima težavo, ker tudi skoraj 30 letja po osamosvojitvi in po tako imenovanih demokratičnih spremembah ta norma še ni upoštevana. V mnogih evropskih državah, članicah Evropske unije, so stranke, ki niso demokratične, ki ne izkazujejo negativnega odnosa do vseh totalitarizmov, enostavno izven demokratičnega loka. Ponekod so prepovedane. Slovenija ima pa situacijo, ko večina, in zdaj že četrtič, večina tako imenovanih levo-liberalnih strank glasuje proti. Hkrati pa kričijo o evropskih vrednotah. Glejte, to je neka točka, pri kateri smo bili tudi v naši stranki mogoče premehki v zadnjih letih. Od takrat naprej, ko je dr. Jože Pučnik to zelo jasno definiral, bi morali mi na tem na nek način ustrajati. Smo pa tudi, ko smo bili v vladni koaliciji, včasih vzeli kako stranko, ki zato ni bila sposobna glasovati, zato da smo imeli večino. Mogoče ne bi smeli, ne vem, ampak prihodnje tega zagotovo ne bomo storili. Na neki točki je pač te stvari treba izravnati in v Sloveniji ni druge politične sile, kot je Slovenska demokratska stranka, ki to lahko naredi. Prej, ko sem govoril o vaši resoluciji, sem hotel omeniti eno stvar, pa sem potem preskočil, pa bom to zdaj nadoknadil. Omenili ste svobodo govora. Generacije, ki so na nek način pripeljale in doživele, pa tudi izpeljale ta prehod v Sloveniji v formalno demokracijo, so se borile za svobodo govora v klasičnem smislu. Zdaj gre za svobodo govora v nekem drugem smislu ali pa na neki drugi ravni. Kajti sodobne tehnologije, naš poslanski kolega Franci bi rekel, četrta industrijska revolucija, so prinesle možnosti komunikacije, kakršnih seveda pred 4 desetletji ni bilo. Možnost, da nekdo na enem koncu planeta nekaj objavi, pa ga lahko bereš, razumeš, celo polemiziraš z njim na drugem koncu planeta. To je v glavnem še vedno zgolj teoretična možnost, ampak ko gre pa za nacionalni prostor, pa to ni več teoretična možnost. Je pa to način komunikacije, ki vpliva na vse, vpliva na volitve, vpliva na medsebojne odnose, vpliva na to, kako izkoriščamo lastne potenciale, vpliva na sedanjost, prihodnost, počasih tudi na preteklost, ker se pogovarjamo tudi o njej na ta način. In kot je prej Žan omenil in kot ste delno zapisali tudi v tej resoluciji, da je ta možnost se skuša omejevati. Omejevati na način, da se postavljajo neki kriteriji tem, kaj lahko rečeš, pa kaj ne. To se različno poimenuje, od politične korektnosti do cenzure in tako naprej. Problem, ko nekdo, ko gre za svobodo govora, postavlja kriterije, je vedno v tem, da potem rabiš nekoga, ki presodi, ali je nekdo šel čez mejo ali ne. In v tem grmu tiči zajec. Ko gre za svobodo govora, se je treba vedno spomniti na Združene države, na njihovo ustavno ureditev, kjer so bili toliko modri, da so praktično že pred stoletji to svobodo govora
zavarovali na ta način, da je absolutna, ne, da je praktično absolutna. Ker so se zavedali, da čim ti to svobodo govora omejuješ, ne, potrebuješ nekoga, ki to presoja, ne, in tukaj se začnejo težave. Ne. So možne zlorabe pač omejili na drugih področjih. Zdaj se pa, nažalost, ravno v Evropi, ne, v Evropski uniji, v tem biseru civilizacije in napredka, ne, pojavljajo ideje, kako stvari zapeljati nazaj, ne, v čas pred stoletji, ne, v čas, iz katerega so množično bežali tisti, ki so v tem čez lužo v Združenih državah sprejeli ustavo, ki v svojem amandmaju zagotavlja absolutno svobodo govora. No in pred vami je neka bitka, ki bo najbolj trajala celo vašo generacijo, za svobodo govora v teh novih tehnoloških pogojih. In izboriti boste morali tisto, ne, kar so pradedje, pa še to ne na celi zemeljski obli, ne, postopoma izborili v preteklosti. Tako da sem zelo vesel, ko sem videl, da ste to dali v resolucijo, ker to je dejansko eno od temeljnih točk, ne, spopada za svobodo v prihodnosti. Zdaj, Žan je prej omenil, da je zadnje 2 leti, zadnji mandat, ne, o katerem danes govorite in o katerem je govoril v svojem poročilu, mandat, ko je Slovenska demokratska mladina rasla. Jaz vam to lahko potrdim, pa tudi številni moji kolegi tukaj, ki prisostvujejo vsakomesečnim sprejemom novih članov, ne, ki zdaj osebno dobijo, če hoče na glavnem tajništvu izkaznico, lahko vam potrdim iz prve roke. Ne. Ker odkar imamo ta običaj osebnega sprejema v Slovensko demokratsko stranko, še ni bilo toliko mladih, ki so prihajali po izkaznice, kot pa v zadnjem letu. Ne, še nikoli. Se pravi, vaše vrste se krepijo. Ne, so bili časi, ko je tudi Slovenska demokratska mladina deloma zaradi lastnih napak prejšnjih vodstev, ne, deloma pa zaradi splošnega trenda v družbi šla številčno navzdol. Ampak zadnji mandat je drugačen, ne, in čestitke vsem, Žanu in vsem, ki ste bili v izvršilnem odboru, v vodstvu Slovenske demokratske mladine v zadnjem obdobju, da ste ta trend obrnili. Ne. V imenu vodstva Slovenske demokratske stranke čestitam za to in se vam zahvaljujem, da, ker brez pomlajevanja, ne, ni prihodnosti niti za stranko. Ne, tudi Slovenska demokratska stranka ne bo mogla nizati prihodnih kongresov, ne, če bi se Slovenska demokratska mladina številčno krčila. Zdaj, hvala vam tudi za pomoč, za sodelovanje, za pomoč, za velik prispevek k 2 volilnima zmagama v lanskem letu. Slovenska demokratska stranka je močno zmagala na državnozborskih, pa tudi na lokalnih volitvah. Zdaj, prej mi je šlo na smeh, ko je Žan rekel, da ste v okviru list Slovenske demokratske stranke na lokalnih volitvah SDN dobili več svetnikov kot celotna lista Marjana Šarca v celi državi. Ne. Čestitke. Ne. To pomeni, da lista Marjana Šarca mogoče imela še en kongres ali pa 2, ne. Vi boste imeli pa zagotovo še naslednjih 10, pa še več. In vesel sem tudi, da ste bili v nekaterih občinah nosilci list Slovenske demokratske stranke, ne, da je ponekod tudi več kot samo en predstavnik Slovenske demokratske stranke iz vaših vrst, ne, kajti mi smo stranka, ki je imela toliko kongresov in praznovala 30. obletnico tudi zaradi tega, ker v Slovenski demokratski stranki obstaja neka logična pot. Ne.
Pri nas ne priješ neko pisarno, položiš 1000 evrov donacije in si potem kandidat na listi za državni zbor. Pri nas se pot začne v krajni skupnosti, v občini, v občinskem svetu, pa potem državni zbor ali pa državni svet, pa potem Evropski parlament in tako naprej. In vlada vmes, če smo v koaliciji. Zato danes tukaj vidimo med aktualnimi ali pa bivšimi poslanci predhodnike Žana Mahniča, tiste kolegice in kolege, ki so vodili Slovensko demokratsko mladino prej. Vidimo mnoge, ki so delali kariero ali pa mogoče je to pregroba, preč tehnična beseda, ki so se kalili v Slovenski demokratski mladini in so danes v naši poslanski skupini, so državni svetniki, so bili na različnih mestih, ko smo bili v vladi. In seveda nam ni treba potem, ko delamo listo za Evropski parlament, gledati zvečer poročil, videti neko novinarko, ki nas hvali in jo potem postaviti na prvo mesto za listo za Evropski parlament. Zdaj v evropskih volitvah o tem boste v nadaljevanju še govorili, zato mi dovolite, da s tem zaključim ta osrednji nagovor. Hvala za to čast. Še enkrat hvala za ta prispevek k dvojni zmagi v lanskem letu in hvala tudi za tisto, kar boste storili za našo zmago na evropskih volitvah v naslednjih tednih in mesecih in za kar boste zaslužili zelo velik aplavz 26. maja. Hvala lepa.